Dobro jutro na najbolj nepopularnem radiu MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz. Ja, popularnost ni vezana z resnico, noben od ljudi, ki je govoril o resnici, ni bil popularen, a ne? Popularen je tisti, ki črpa in najde svojo moč v množicah in se iz nje tudi napaja. Ja, ljudje sami po sebi smo nosilci nečesa, iz česar se tisti, ki nosilci niso, napajajo. Okay? Bom drugače rekel. Duša sama je na zemljo prinesla vse, kar rabi. Naj si bo ljubezen, upanje, zavest, moč, moralo, Čakaj, saj imam napisane prav stvari, da ne bo pomote. Notranjo moč, intelekt, ljubezen, moralo, namen, intuicijo, sočutje, kodo resnice, torej vsaka duša ima v sebi zapis, da se na določeni točki prepozna sama sebe in svobodno izbiro. Vse to smo prinesli s sabo in zdaj, dokler to vzdržuješ v tem svetu, dokler to imaš, do takrat si ver. Do takrat si ver moči, ver ljubezni za vse tiste, ki so se vsemu temu odpovedali oziroma so se od tega odmaknili. Zavestno, nezavedno, vse izvira iz, bom rekel, srčne rane v otroštvu, zaradi pomanjkanja ljubezni, zaradi pomanjkanja pozornosti, zaradi pomanjkanja, bom rekel, te človečnosti. In ta družba že tisočletja deluje na tem, da v bistvu ljudem jemlje moč, življenjsko silo. Vsakega v zgodovini so zaterali, vsakega tega, ki je v sebi nosil svojo moč in svojo ljubezen, so zaterali in rekli, dominanca je nas, ki žremo, krademo, smo barbarskega duha in mi smo upravičeni do kraje in do zavzemanja ozemlja in duš, recimo Anglija, Francija in tako, ne. Zdaj, religija ni bila nič dosti drugačna, religija se je zakrila pod nek ritual, ki izhaja iz spiritual. Zdaj, da znanost ne priznava duhovnosti, je čist logično, ker v bistvu vse, kar se imenuje znanost, izhaja iz spiritualnosti. Od kje pa bo? Biologija in kemija in fizika in matematika, vse to izhaja iz spiritualnosti. Ga ni večjega ustroja na tej zemlji, kot je človek sam po sebi in iz sebe, v sebi najdeš lahko ful stvari in jih lahko iz tega tudi izpeleš ven kot posamezne segmente. In temu se v sodobnem svetu reče znanost. V preteklosti je pa bila to duhovščina, pa je bilo, ne. Ampak, če pogledamo malo daleč, ta svet je tudi poln raznih ritualov, ki pa se navezujejo na črno magijo, a ne? Torej na škodovanje za to, da človeku vzameš moč. Zaradi tega lahko narediš magic spell, ali pa narediš gaslight, ali pa narediš smear campaign. Vse to so taktike in tehnike, bom rekel, ki so spiritualne. Absolutno gaslight vpliva na psiho človeka, saj te pripelje na rob blaznosti. Dostikrat se zdaj v New Ageu se dostikrat govori, ne, črne magije ni. Pa kako ni črne magije? Jaz te rečem, da si neumen, stari, in ti zdaj temu verjameš. Kaj je to drugega, k črna magija? Prepričevati te v to, da ti je zmanjšana samozavest in samopodoba. Ne? In to sistem stremi k temu, da mi nimamo lastne moči. In kako boš imel lastno moč, če nimaš niti lastne samozavesti? Po drugi strani pa gledamo, kako se populistično išče moč. Moč si jemlje politika tako, da ima svoje privržence, od katerih črpa.
svojo moč prek aplavzov, prek tega naduvanosti. Jaz sem danes na Facebooku objavil eno tako, v bistvu narcizem moramo prepoznati v politiki in moramo videti, kdo na kakšen način sam sebi pripisuje moč, vpliv. Ampak če pogledamo na začetek, družba ne more obstajati na tak način, da si nekdo jemlje moč, samo promocijsko moč. Moč izhaja iz človeka od znotraj. Jezus, Buda, Sokrat, vsi umetniki niso črpali moči od ljudi, ampak je njihova moč in kreativnost izhajala iz njih samih. Ni umetnost narediti milijardo kopij avtomobila, slike ali pa karkoli. Umetnost je spomniti se, skonstruirati, zdizajnirati, narisati iz sebe ven. Ker to, kar si iz sebe ven naredil, si v sebi že najdu, ker v tebi že je, očitno, ali kaj. Ne? In ta svet je zablodil čist. In imeli smo vzorčne primere v zgodovini, od katerih bi se mogli vsi učiti, ne pa da smo jih worshipali, ne, torej častili. Ne. Recimo primer Jezusa. Nisem religiozen, upam, da me ne postavljate v to pozicijo, ker sem zelo antireligiozen, pa vendarle vem, da nam je zgodba Jezusa hotela nekaj povedati. Ne zdaj modre stavke ponavljati pa njegove izreke, ampak razumeti, da je bil to človek, ki je izhajal iz sebe. Očitno je bila njegova moč tako velika, tako močna, da je bilo treba njega eliminirati, ker je predstavljal grožnjo celotni strukturi. V današnjem času, od korone dalje, ko se prebuje planet, ko se ljudje prebujamo v svoj lastni biti, to pomeni, da prebujamo ljubezen v sebi v popolnosti in prebujamo znotraj sebe moč in integriteto ter dostojanstveno ter avtonomno držo duše, ne ega. Ego je preživeta zgodba. Ego je tisto, kar lahko imenujemo tudi demon, narcizem, kakorkoli, nekaj, kar je v bistvu kontra sila tej življenjski sili, ki vsebuje moč. In željo po moči so imeli vedno in odnegdaj vsi, predvsem tisti, ki niso imeli notranje moči, so imeli željo nad neko prevlado, bom pa jaz tle bil gospodar tega. Ne? Ampak tako moč ima lahko, oziroma pripada nekomu, ki izhaja iz sebe. In nova zemlja ne išče novih vladarjev, da ne bi bilo zmote. Ta zemlja ne rabi novih kraljev, novih predsednikov, novih ne vem kaj, ampak rabi vsakega posameznika, ki se zaveda svoje avtonomnosti in z avtonomnostjo prihaja tudi odgovornost. In to je v bistvu v združenju Indijancev ali pa aboriginov ali pa Slovanov ali pa poganov čist logično. V vasi so si sovaščani pomagali, ne pa da je eden dominiral, pa ni mogel noben od vaščanov več nič reči, ker je eden dominiral in je bilo po njegovo. Danes temu rečemo demokracija, ampak ni to nič drugega kot diktatura. Če pogledate v lastni občini ali pa v lastni državi ali pa na svetu, a imamo mi kakšno možnost v tem trenutku reči, ne, dajte vprašati ljudi, a smo za to, da oborožujemo Evropsko unijo ali ne. Mislim, verjetno bi 95% ljudi, ko si jaz mislim, rekli ne. Nisem za to, da gre moj cash iz državne blagajne za to, da financira Evropsko unijo, da jo bo dala neki Ukrajini, da bo potem napadala Rusijo. Ne, oziroma streljala Ruse. Veste, demokracija v Ukrajini je že davno crknila, ampak tega spet noben ne vidi. Noben ne vidi, kako surov režim je v Ukrajini.
Noben, dobro jutro vsem, dobrodošli še enkrat in hvala lepa že za prve darila. Kot sem rekel, dobrodošli na najbolj nepopularnem radiju v Sloveniji. Ampak nič ne de, to še ne pomeni, da nas ni, to še ne pomeni, da smo tih, to še ne pomeni, da smo klonili in to še ne pomeni, da smo moč predali. Jaz ne. In srčno si želim, da je med nami v Sloveniji še kdo, ki pravi, ne dam svoje moči, zato ker je moja. Tudi ljubezni moje ne dam, ker je moja. Z veseljem delim in svojo moč in svojo ljubezen v višje dobro za kreacijo in kreativnost našega družbenega prostora, da nam bo lepše in boljše. Nikakor pa ne pristajam na to, da se moč komurkoli jemlje. Meni ne. In zdaj, ogromno se odkriva v zadnjih 2-3 letih okrog narcizma in ugotavljamo, da je v bistvu narciz nič drugega kot črpalka energije, torej moči naše, črpalka zavesti in črpalka ljubezni. In s tem ne počne nič drugega, kot da hrani svojo masko, svojo navidezno moč, svojo navidezno pomembnost. In tudi to sem včeraj objavil, da v bistvu pod vsako masko, ki igra moč, se skriva ranjen in razvajen ter zapuščen otrok. Recimo celo tako, ne? Mi smo rekli, narcis je celo tako, kot da bi imel enega demona v sebi, toliko je škodljiv, a ne? Ampak če gremo čisto na začetek, narcis sam po sebi je človek, ki je bil v otroštvu zavržen, zanemarjen in ni doživel tistega, kar bi mogel, in ima zaradi tega o sebi najnižjo možno samopodobo, kar jo človek na zemlji sploh lahko ima. In v bistvu je revež najbolj prazen na svetu. On nima notranje moči, ker je prazen, nima ljubezni, ker je prazen. Nima upanja, ker je prazen, nima intelekta in zavesti, ker je prazen, zaradi tega, ker je odklopil se od duše in je vse upe in vso energijo, ki jo je imel, vložil v izdelavo maske, da ta maska stoji, potrebuje zunanjo potrditev, zunanje aplavze. In to je tisto, kar je v bistvu bistvena razlika. Ali tvoja moč prihaja iz tebe ven, ali se napaja iz zunanjosti. Noben ego in noben narcis ne more prosperirati na samotnem otoku, kjer publike ni. Torej, narcizem bo obstajal na tej zemlji toliko časa, dokler bo imel hrano, dokler bo imel pozornost, dokler bo imel veljavo, dokler bo imel aplavza, dokler bo imel odobravanje. SDS stranka bo obstajala toliko časa, dokler bodo človeku z očitnimi narcističnimi znaki, dokler mu bodo ploskali. Ampak ta človek nikoli ni vodil države v smer razvoja, vedno v smer delitve, mi proti onim. Nekako se je res težko, se ni enostavno iti čez to, da te je nekdo poškodoval in mu rečeš, prav bodimo mi zdaj vsi eno. Sej lahko oprostiš in zavedamo se, da izhajamo iz enega, ampak če človek nima stika z enim, potem se ne more deklarirati, da smo eno. V prvi vrsti je treba tem ljudem ne dajati aplavza in ne dajati pozornosti, zaradi tega, ker ves čas želijo imeti pozornost in črpati to energijo iz nas. Ja, še enkrat dobro jutro, 17 minut čez 7 v ponedeljkovo jutro in moje sožalje, da ste se znašli na najbolj nepopularnem radiju, na najbolj nepriljubljenem radiju, ki ga vodi najbolj nepriljubljen voditelj, v bistvu najbolj nezaželjen človek, ki bi ga, v bistvu družba ga ne mara zaradi tega, ker družbo uči, kako priti do svoje notranje integritete in zavesti. In to je v bistvu zelo slabo, ne? Ampak ta mangup tlele na tej strani, ki se oglaša, ustraja pri svojem, zato ker vem, da je to prav, zaradi tega, ker vem, da je to naša primarna sila in smer in ne glede na to,
ali pri svoji dejavnosti dobim podporo ali ne, je čisto vsem šmoren. Predvsem pa mi je jasno, da podpora resnici pada, ne pa raste. To je dejstvo, to je moja lastna izkušnja. Me ne bo noben prepričal, dočim, ko pogledam splet, pa vidim enormne oglede pri ljudeh, ki ponujajo praznino, ne? Ki v bistvu imajo željo pomoči. Se veste, ljudje so hudo združeni in to v negativi, to je čist noro. Ampak nam je Q pred časom rekel, ni dovolj, da vam povemo, ljudem je treba pokazati situacijo in meni je dano videti, trudim se kar norc, da bi videl še kdo, bolj kar razlagam, da je širina pomembna, bolj mi ljudje probajo pošiljati linke, takšne in drugačne in informacije, ki nimajo nobenega smisla, ne? Niti nobene verodostojnosti, niti nobenega dokaza, ne? Kamoli, da bi izhajalo iz intuicije. Torej, ali je Štefka ukradla čokolado ali ne, na mene to ne vpliva. Če bom to informacijo nesel naprej, bo to na Štefko hudo vplival. Zdaj, a je to res, da jo je ukradla, ja ali ne, je pa seveda zelo pomemben faktor, ki pa na tem svetu ni bil tako zelo pomemben, ne? Torej, najbolj pomembno je bilo, da se je nekdo smislil, da je Štefka ukradla čokolado in potem, da je cela vas vedela, da je Štefka lopov. Pa v bistvu Štefka ni nikoli ukradla čokolade, ker se nikoli ni noben vprašal, ali je izvorna informacija resnična. A ne? In tako je ta svet zaplaval v verovanje v laži. V laž, da nam cerkev pomaga, da nam pomaga vlada, da je treba zaupati znanosti, ker je varno in učinkovito. Nič ne rabite ljudje razmišljati, vi kar verjemite, mi vam želimo samo dobro. Ne, v bistvu nič nam niso nikoli želeli dobro, v bistvu so nas vse želeli imeti v slaughterhouseu, torej v klavnici. In mnogi ljudje še vedno korakajo v klavnico. To je tisto, kar v bistvu ne morem dohvatiti. Ostali so brez svoje moči, brez stika samim sabo, brez lastne zavesti in brez lastne sposobnosti, lastne razsodnosti in presoje, kaj je prav in kaj ne. In ko gledam, bom rekel, in objave in komentarje in delovanje ljudi v družbi v živo, ljudje sploh niso več sposobni razsodnosti, kaj je prav in kaj ne. Mislim, znotraj nas je moralni kompas, ki ti da vedeti, kaj je prav in kaj ne, brez da si kadarkoli v življenju prebral kakršnokoli navodilo ali smernico, kaj se sme in kaj se ne sme. A ne? Ampak ja, ko človek izgubi stik sam s sabo, pač tega več nima. A ne? Sem čist noro. Dobro jutro vsem in Sabina in Boštjan in Marjana, vsem vam dobro jutro. In Sabina, že dodajaš, da resnica mora postati zaželjena. Takrat bomo lahko naredili premike z njo. Ja, resnica, Sabina, nažalost v tem trenutku ne da ljudje so jo iskali, kvazi, potem se je začela kazati na tak način, da se je dotikala tudi njih direktno in osebno. Tam so se vzeli nazaj. Ljudje resnice ne iščejo, ljudje resnico zavračajo in se od nje odmikajo in dano mi je ali pa nam je videti, da imamo v sobi slona in miš, ljudje vidijo miš, slona pa ne zaznajo. In to je tisto, kar v bistvu mene osebno, če na momente pripeljati na rob blaznosti, na rob norosti, ko se ljudje so se pripravljeni pogovarjati o čist vsem drugem, samo o tistem, kar nam ljudem predstavlja največjo grožnjo, o tem pa ne. To je tisto, kar si rečem, pa kako je to možno, da ti imaš izpit za avto, stari, pa ne moreš dohvatiti, stari, da so te hoteli ubiti. Kako je to možno, stari? Kako je to? In na momente mi je za sebe ubiti. Pa prediham, pa si rečem, ne, treba jim je pomagati. Pa spet grem spat, pa se zjutraj zbudim, pa si rečem, pa pičku materinu, stari. Mislim, crknite. Ma ne morem tako reči, ne. Sam. Ljudje niso redi deliti vsebino, ki ima banano, to ja.
deliti vsebino, ki želi razjasniti stvari, to pa ne. In to je tisto, ki mene spravlja, načrtno je to, spraviti človeka ob živce, to je dejstvo. Ampak da bo šlo to tako daleč, to si pa nikoli nisem mislil. Ne, mislim, vem, da je Einstein že rekel, da vesolje pa norost sta neskončna, čeprav za vesolje nisem prav prepričan, za neumnost človeško sem pa prepričan, da je neskončna. Ne? In res, to gre tako daleč, da... Ampak, okej, kakorkoli, nekaj v zadnjem tednu se je kljub vsemu v družbi nekaj premaknilo. Čutiti je, da se je v družbi nekaj zatreslo in jaz imam občutek, da se je ogromen ljudi potegnil nazaj že pred enim letom ali pa pol leta. V zadnjem tednu pa se je nazaj potegnil še ljudi, odmik od resnice totalni in krinka bedari, ne? Pod krinko bedari, ne? V kontekstu fuzbal pomemben, pa ki ti ne da, ki ti ne dovoli raztegniti, pa se precej borim, da bi razumel stvari, pa me še vedno potolčejo. Kam sem zaglazil? Nič slabega nisem mislil. Ko smo prišli do narcisa, da ima najnižjo samopodobo, je še ena stvar pri narcisu, ki je zelo pomembna, in to je to, da narcis ne zna sprocesirati svojih lastnih emocij. Ni sposoben emocij držati pod kontrolo, zaradi tega je to tako, kot razvajen mulc v štacuni, ki mu mami reče, ne, danes pa ne bova kupila lizike, in tam malo pade čist ven in je cel svet je zarota proti njemu, ker on ni dobil lizike. Čeprav mu je mami rekla, da jo ni dobil zaradi tega, ker je v bistvu je ni poslušal. Ne tam je naredil po svoje, tam ni sodeloval in zato ne more biti nagrada, ampak ta mulc ni pripravljen prevzeti odgovornosti za svoje dejanje, ampak pojača svoje negativno dejanje. In enako je pri narcisu, ki je star 50, 70, 40 let, čisto vseeno, on ima enak odziv, on emocionalno ni sposoben sam sebe stabilizirati. On je čustveno odpet in smatra, da mora pridobiti moč kakorkoli, na katerikoli način, samo da je pozornost na njemu. Ne? In kamor gre pozornost, tja gre energija, in če narcis dovolj glasno kriči, dobi kompletno pozornost. Naj si bo kot mulc star 3, 4, 5, 6 let v štacuni ali pa na političnem parketu. A ne? Ampak hvala Bogu, da se dogajajo veliki premiki, da bo vojska to areterala, ker drugače jih ni zaustaviti. Enostavno ne, in sem neizmerno vesel, da se dogaja zadnjih koliko? 10 let čistka konkretna, ne? 2025 začelo se pa 2017, ne, sem malo manj. Praviš, Sabina, ja, želja po resnici prinaša moč, ki nikomur ne škoduje. Ja, ampak te želje ni začutiti, ne. Ljudje nimajo želje po resnici, ljudje imajo željo po tem, da resnica ne pride na plano, zaradi tega, da se bo še lahko naprej zakrivalo tisto, kar so oni zakrivili in hudega storili in kako so delovali. Oni se zavedajo, da niso sposobni, oni kopirajo stvari, oni nimajo dostopa do svojega lastnega vera kreativnosti, oni so koperni stroj, oni zrcalijo in njim ni do tega, da pride ta resnica na plano. Zaradi tega je v Sloveniji tako zelo malo ljudi, ki govorijo o narcizmu, kar je spet zame brutalno, ker narcizem kot tak je strupen do amena. Po svetu, kar spremljam, je na mojem timelineu je vsaka druga, vsaka tretja objava je opisovanje narcizma, kako je to strupeno škodljivo, kako deluje in tako. V Sloveniji je tega tako zelo malo, da je zaznort, ampak to je tisti pravi virus, na katerega je Jezus opozoril. To je stvar stara 5000 let. Ne? Gre za čustveno, se pravim, čustveno nestabilnost. Zdaj, kaj so čustva? O tem smo se veliko že pogovarjali. To je naša energija. To je naša sila in če je ta sila zdistorzirana, dostop je via vaja. Ne? Torej, postavite se v svojo čustveno stabilnost, to je bistveno.
Marjana, praviš, da res je noro, ampak jaz sem na stopni, ko si rečem, prišel bo čas, ko ne bodo več mogli tajiti. Ja, prišel bo čas, ko ne bodo mogli tajiti. To je pa tisto, kar tudi mene, v bistvu samo še to me drži v upanju, da lahko človeštvo se spreobrne. Ker druge opcije sploh ne vidim. Dopovedati jim ne moreš, pokazati jim ne moreš, gledajo tisto, kar hočejo gledati, obrnejo pogled stran od tistega, kar jim ne paše, ne glede na dejstva in situacije. Meni je ful zanimiv, ko je bila pa korona, pa pol je bila tale, kaj že, Ukrajina, pa pol je bil, kaj je bilo, pa Gaza, pa Palestina, pa pol je bil Trump baraba, ne? Pa zdaj je von der Leyenova, pa Macron, pa to, no, ampak pa je Epstein, ampak veste, ljudje toliko hitro pozabljajo, da zdaj, ki je Obama na vrsti, so pa pozabili na Epsteina. Ampak 6 let je že znano, da Epsteinova žena, kaj je že bila, Maxlane Gizvel ali kako že, da je ona ščivkala vsa imena, to že par let nazaj smo mi to brali, tisti, ki smo se hoteli v to poglabljati. In je vse že jasno, mi gledamo film, zato da bomo zagledali kretene, ki so igrali v tem filmu in igrali v tem življenju vloge, ki niso avtentične. Cel svet je oder, je rekel Shakespeare. Ne pol sveta je oder, cel svet je oder. Tako da nekaterim ljudem je treba dati samo oder, da se pokažejo. In ja, tudi jaz upam, vem, da prihaja čas, ko tajiti več ne bodo mogli. In to se že dogaja in v zadnjem tednu je to bolj izrazito. Ko vidi, ko ne vidi in nima smisla opisovati slike, kako se vidi, dokler človek ne zagleda same brez veze. Praviš, Marjana, da skrb vzbujajoče je, da sem po GPT-ju je narcizem neozdravljiv. Ja, grozno je to dejstvo, da mislim, tako je, narcizem je neozdravljiv zaradi tega, ker ima pogoje za rast. To je isto, kot da bi rekel, plesen, imaš jagode in ena jagoda je plesnava, ne? In pol ti rečeš, dober, bom pa jaz tole plesen odrezal iz tega jabolka, ne? Oziroma bom rekel, tole je pa plesen, ta plesen bo šla naprej na druge jagode. Ko pa odmaknemo zdrave jagode, pa ostane samo še plesnova, pa ta plesnova zgnije in game over. No, zdaj ne vem, če sem dal glih dosti dober primer, ampak dokler ima narcizem pogoje, da živi, da izkorišča, da glumi, dokler dobiva pozornost, do takrat bo narcizem živel. Torej, kako zelo je pomembno vedeti in prepoznavati narcizem, zato da ga nehamo futrati, da nehamo janšati ploskati. Njemu je vseeno, ali ima pozitiven ali negativen aplavz. Pozornost. On ima pozornost in kamor gre pozornost, tja gre energija. Dok se ljudje kregajo, janšajo baraba, stari je, on dobiva energijo. Dok ljudje janšajo ploskajo, janša dobiva energijo in on ima moč, ki ne izhaja iz njega osebno, ker če bi imel on osebno notranjo moč, potem bi deloval drugače. Ne? Tem bi deloval merno in ustvarjal korake. Ampak ni panike, zdaj grejo na dopust kompletna vlada, tako da ni panike. Zdaj avgusta noben nič ne dela. Sistem ne dela že tako za dobro ljudi, ampak imamo srečo, avgusta dela malo manj škode. Tako da avgust je super mesec, ker vlada in sistem ne funkcionira. Ja, no in še tako sem hotel reči, ne, prava moč se ne napaja od drugih ljudi. Ne? Prava moč izvira iz nas. Ljubezen se ne išče zunaj od nekoga, ampak ljubezen izvira iz nas. Ljubezen ne izvira iz nas zato, da nam je kradena, ampak izvira iz nas zato, da zato, da kreira, zato, da daje življenju smisel. In včeraj smo šla z Lucy na sprehod
In en tak uvid. Veš, duša želi duši ustrezati. Duša, ali pa dajmo reči zavest, želi zavesti ustrezati, tako da bo nama obema dobro, a ne? Nočeva si biti pod nogami, nočeva se overati, nočeva drugemu delati gužvo, nočeva drugega zadrževati, nočeva drugemu delati stiske. V naravi je že tako, da želi metulj ustrezati, da želi roža ustrezati čebeli, da želi ustvariti lep čaroben cvetek, da bo ja čebela prišla pa jo oplodila, da rastlina daje prostor in ali zavetje drugi rastlini, da je v bistvu goba kot taka ne živi sama, ampak v sožitju. Ne? Se tudi bela omela ne živi sama, ampak bela omela izčrpa svojega gostitelja, dočim goba pa deluje v sodelovanju, in to je ta bistvena razlika med invazivnostjo in neinvazivnostjo. Enako je med ljudmi. Človek bi mogel biti človeku v ugajanje, v sodelovanje, v pomoč, ne pa v overanje, spodbijanje, spotikanje, eliminiranje, dominanco nekdo nad nekom. To ni ideja naravnega reda, to je izven naravnega reda. Ne? In ta izven naravni red izhaja iz našega ranjenega srca in pokrit z masko neke dominance. In ta maska izčrpa notranjo moč. Zaradi tega, ker jo pa rabi, jo more črpati od drugih ljudi. In narcizem je točno to. A ne? Ja. Podcenjevati tudi drugega, to je tudi toliko hudo. Zdaj jaz sem skušal tekom predavanj pripeljati do tega, da ja, prepoznamo demonskost, prepoznamo narcistično, egoistično delovanje, ampak demon sam po sebi ne živi, ego sam po sebi ne živi, lahko pa ego oziroma demon govori iz oziroma preko človeka. Ne? In mi bi mogli biti toliko razsodni, da bi znali razsoditi, kdaj iz človeka prihaja pristni, avtentični jaz in kdaj iz človeka prihaja, bom rekel, ta primatski, reptilski reptilski instinktivni ki ustvarja ego, ki deluje na nivoju zaščite, beg in boj. Torej, instant reakcija, brez čustvene kontrole, da bi človek lahko razsodno deloval iz večjega dela možganov, ne da iz unih 5%, zdaj smo pa najbolj jaki. Ni to point. In apokalipsa je točno to, da v bistvu se pokaže, kdo izhaja iz sebe in kdo je črpal svojo moč od drugih. Ne? Marjana, praviš, da sistem narave bi nam moral biti vzor. Tako se je le ta sistem pravilen in taka je bila ideja stvarnika. Res je ekosistem, ne pa ego sistem. In to ni težko to razumeti. Je pa res, da v sistemu, ki podpira ego, si res izobčen in izločen in najbolj nepopularen na svetu, če začneš promovirati to, da je ego nekaj slabega. Ljudje nočejo priznati, da je ego slab. Meni celo so rekli zdrav narcizem, da obstaja. Tudi to sem že slišal. A veš, kako mora biti huda zabloda, da nekdo reče, imamo zdrav ego, pa dober ego, pa slab ego. In je šel korak naprej, je rekel, imamo zdrav narcizem, pa bolan narcizem, ker smo vsi narcisi. Ne, dragi moji, narcizem pomeni škodovati nekomu in to moja domena ni bila nikoli in mi ne bo nikoli noben prepričal, da obstaja dober ego pa dober narcizem, ker to ni to, ker to je treba prerastati. Ampak težko se z ljudmi pregovarjaš, niti nima smisla, najbolj žalostno pa je, da v bistvu, no ja,
ali pa hvala Bogu, konc koncev, da ljudje, ki so napisali marsikatero misel, ki sem že rekel, dober, super, tle pa imamo enega človeka, ki pa tudi se trudi sebe ven, pa pride neka situacija in špricne ven iz sebe in reče, Turšič, dej, ti si en ego, skozi o tem narcizmu govoriš, ti si navaden egoist in narcis. Mislim, če bi bilo tako, da narcisi govorijo o narcizmu, potem bi bilo tega ogromen, ne? Pa bi vsak narcis začel govoriti o narcizmu, pa bi jih polovili, če bi bilo to tako. Pa ni, samo o narcizmu noče noben nič govoriti. Ker če bi narcisi govorili o narcizmu, potem bi na medijih tega bilo ogromen. Politika bi kdaj to kaj omenila. Pa ni nikoli, to je bila največja tajna vseh tajn tisočletja in človeštvo je zapakiralo narcizem in ga odobravalo in ga toleriralo in ga spodbujalo in spodpihovalo. Ne? In to je tisto, kar v bistvu bi mogel biti v tej družbi velik alarm, o katerem bi mogli govoriti s tako intenziteto, kot se je govorilo o covidu. Pa ne, spet ljudje rajš gledajo tisto miš v sobi in slona ne zapazijo. Zgleda, da bo treba počakati, kako si je stvarnik oziroma kako si je univerzum zamislil dokončati ta plan, ker jaz enostavno sem se odločil, da bom zaupal temu višjemu planu, ker druge opcije ni. Jaz pač ne zaupam ne von der Leyenovi, ne zaupam ne vladi, ne predsedniku, ne sistemu, ne davčni upravi, ničemur od tega ne zaupam, ne religiji, ne doktorjem, ne šoli, nobenemu od teh več ne zaupam. Celo mal polagam, upam, da bo Trump neke stvari nastavil, zdaj so tudi dobri ukrepi, tako proti Evropski uniji, pa to, ampak ne bom se spuščal, ker je preveč. Ampak iznad tega obstaja plan tisočletni, kjer je splanirano, da pride konec časa teh barbarskih, babilonskih struktur moči in prevare. In je verjetno treba počakati, zdaj veliko je vsebin, ki se med seboj tudi izključujejo. Imamo AI, imamo knjige, imamo zgodovino, imamo svašta, ampak brez lastne zavesti, brez lastnega filtra lahko nemudoma zaplavamo v neko mnenje, ki ga je nekdo podal v kontekstu 1% ljudi ima možnost se prebuditi. Lahko poslušaš drugega, ki pravi 30%. Nekdo bo rekel, da se lahko, da v bistvu imamo vsi ljudje možnost se prebuditi, sem bodo ljudje napačno izbrali, oziroma so se že odločili, celo tako sem že napisal, dragi moji, kaj sem napisal, svojo jezo, strahom in obtožbami, kar je značilno za narcizem, s tem že v tem trenutku kažejo svoje jasno stališče. Kakšen je procent ljudi, ki kažejo svoje jasno stališče, ne vem. Ne vem, kaj si želim je eno, kakšna je realnost je drugo, koliko ljudi je sposobnih sploh se izražati v dobro ali slabo. Tudi to je ena taka nor podatek. Jaz imam občutek, da ljudje tudi pisati ne znajo več ali pa govoriti, tako da se ne znajo več izražati. Ja, ne, prav imaš, tudi tep lep dan, ja, vse dobro. Mislim, stari tematika je odprta za debato, vsaka moja objava je tako narejena, da je možno, da pustim opcijo debate. Ne? A si tudi ti kaj tacga opazil slučajno? Ne? Ljudje stari na moj prispevek dolg, ne vem, minuto ali pa 10 minut, rečejo tudi tebi vse dobro. Bravo, top. Nisem rekel, ja, valjda vsem vse dobro, ampak a se strinjamo s to tematiko, a si ti to skontal, si ti pokril, a je to razumljivo? Na momente imam občutek, da govorim iz planeta Nubiru, stari, po drugi strani imam pa sam sebe za osla, kaj eno in isto čebrnačem. Sto mater, ne, mislim. Toliko je, odziv je pomemben, ne, jaz bi rad deloval tako, da je ljudem to, da gre po ušesu, da rečejo, ja, imaš prav, ampak odziv je tak, da je zabruhati in se resno vprašaš na momente, ma kva, če mi to sploh še komu kaj povedati, ali najboljš, da utihnem, ne pizda, oni hoče, da utihnem, stari, ne bom utihnil, kaj pa ne povem, kako čem povedati, ne, ni enostaven, ne, da ne bodo mislil.
Čakaj, kaj ste pravile, punce? Ekosistem, ne pa egosistem. A ni to? Vse je čist simpel, ne? Pač ta sodelovanje in med Indijanci je bilo vse jasen, pa med Slovani tudi, pa med Pogani je bilo hitro vse jasen. Danes se pa ne moramo niti zmeniti, ali obstaja ego, pa dober, pa slab. Mislim, te osnove. Ne moramo se zmeniti, ali človek deluje iz duše ali iz ega, ali človek od ljudi zanemarja ali v bistvu jih spodbuja. Ne, mislim, zavest, duša želi sodelovati z dušo, ne pa jo tlačati, pa poniževati, pa kozlati, pa tako, kot je včeraj rekel Marija Matejček. Mislim, pizdano, pa ne moramo tako funkcionirati, no, ne moramo se iti dominance. Nad nami vsemi je samo Bog, ne Janša pa von der Leyenova, to so vse prasci, ki hočejo eliminirati nas. In to vidimo po njihovih dejanjih, po njihovih nastopih, po njihovi drži. To ni nekaj, kar bi človek rabil hoditi na fakse strašne, da bi lahko spoznal, kaj je duhovnost. Čakaj, sem si še nekaj napisal od te diplomiranosti, a ne? Je pa res, da pa vprašanje, kam sem si jaz to napisal o diplomah. Čakaj, ne, človek ni demon, to imamo, strah, narcis. Narcis te vsega okrivi. Za narcisa si takoj vsega kriv, ne, takoj. Vsega si kriv in to takoj. Tako, evo, duša je zamenjana za diplomirano masko. A veste, diplomiranci, mnogo visoko izobraženih ljudi, sami sebe imenujejo, imajo to držo, jaz pa sem. Pa sem bil jaz tisti, da ne bo pomote, jaz sem tudi rekel, jaz sem tudi audio inženir pomemben, ne? Ali pa vozim rešilca, tudi jaz sem pomemben. Ampak v prevelikem procentu ljudje svojo diplomo pravijo, da to je pomembno. Ni pomembna morala, pa etika, pa dušni pristop, pa ljubezen, pa radost, pa bom rekel, osebna nadgradnja. Ni to toliko pomembno. Diploma je pomembna. Dušo so zamenjale diplomske maske. Meni se zdi ta ful lepa in na račun tega, da se ljudje sami sebe imenujejo za strokovnjake, ovo, v bistvu s tem upravičujejo svoje nedušno delovanje, ne? Kar je v bistvu precej žalostno, ampak prav bi bilo, da bi to ljudje razumeli. Zdaj pa ljudje reče, ja, in kaj boš zdaj? Fajn bi bilo, da bi se zavedali. Jezus ni nič naredil, on je samo dvigoval zavedanje, dvigoval je zavest in to je bilo njegovo sporočilo. Tudi Sokrat ni z vilami reševal, ampak je želel ljudi ozavestiti in dvigniti zavest. In to je tudi moja želja in naloga, dvigniti zavest, da se bomo ljudje zavedali, da ne bomo, da če gremo zdaj na ulico pa kričimo ti Janša, se ne bo zgodil nič. On bo dobil samo več powerja. To nočemo mi njemu dati tega. Mi ga moramo ignorirati in eliminirati in reči, stari, zdaj pa vi imejte ta svoj svet, mi pa gremo nekaj svojega narediti. Ampak ne moramo narediti nekaj svojega, če nas je samo 6. Zdaj letle od tega pa samo Marjana pa Sabina sodelujete v igri. Ostalo pa nima sploh, ne vem, nobenega ne obsojam, le opazujem povratno informacijo. Zato mi je tako... Tisto, se rečem, pa to je res brezupna situacija. Ne, je, ima upanje, ampak očitno si želim malo prehitevati minute, ure oziroma situacije. Sabina, dodaš, da vse skupaj se bo še potenciralo in naravni ljudje bomo morali še bolj na svoj način zastaviti življenje. Fokusirati se moramo na se, ne toliko pozornost dajati njim, oni imajo drugo pot zastavljeno. Ja, ampak ja, okej, sej pravim, en dan bom tudi jaz sam zginil, pa bom rekel, gonte se v 3 pizde materne, ama vsi stari, ker se vam 3 leta ne da fucking nič dopovedati, glume sem videl toliko, da mi gre na bruhanje in pač bom ugasnil se skupaj, bom šel čez lužo, pa bom tam začel hamburgerje prodajati, pa bom stvar rešena, ne, da jih ne znam, sem mislil, da je bolj bistveno v Sloveniji kaj dvigant, ampak vsak se lahko umakne idiotizmu, lahko pa v tej cerknici nastavimo eno bombo v to maškaradno mesto, pa zeksplodiramo iz cerknice ven, zaradi tega, ker to je bolano, vse skupaj to je toliko bolano in bi zelo rad videl frise, ki bodo se pokazali, vodilne frise, ki so
desetletja vztrajno nalagali na ogenj na mojo eliminacijo in eliminiranje in zanima me, kdo vse so bili vključeni in rad bi jim pogledal v oči. To je pa tisto, kar me zadržuje v Cerknici. Ker vem, da ni slučajno toliko negativne slike v Cerknici o meni. Nekdo se je fejst potrudil in za to porabil kar nekaj denarja, ker džabe ljudje ne bi tega delali, kar so naredili. Tako, to je moja slika. Verjamem, da nisem edini, da v vašem kraju, če si empat, imaš čisto isto zgodbo. A ne? In tako. Marjana pravi Sabini, da res je žal, pa je načeloma, da je po njihovo izobraževanje samo šola. Mislim, šola, tudi o tem sem nekaj pisal, kako šola prav ni, ne. Šola prav ni. Ne vem, kaj pa jaz vem. Ne vem. Toliko stvari imam napisanih, da vem, da sem nekam napisal, pa vem približno, kje se nahaja, sem ne vem na termolistu, ne. Nekaj okrog šolanja vem, da sem si napisal, kako je brezvezno vzgajanje čist ven. Čist ven od tega. Veš, jaz mogu zdaj tle v zvezku imeti uno tipko Control, Find pa šola, ker vem, da sem prav besedo šola napisal. Skratka, nas so šolali v izobražene sužnje, upogljive in ubogljive sistemu, zato da smo bili temu sistemu dobri sužnji. Ne? Ta se mi zdi ful dobra. Znanost izhaja iz znanja duhovnosti in ne obratno. Ta se mi zdi ful dobra. Ne? Duhovnost je sklop vsega. Ne? Znanost se je pa razdelila na fraktale in noben ne ve, kaj je celota duhovnosti. Ja, veš? Ker biolog bi se mogel s kemikom in fizikom in matematikom in z duhovnimi učitelji združiti, da bi razumel svojo vejo. Ne? Tako pa znanost ve samo eno. Ne? In enako je v upravni enoti. Če si na napačnem okenčku, ne boš nič zvedel, kaj sodelavec dela od njega. Ne? Pojma nimata, kaj delata. Pa isti šef je, ista firma. To je tako, kada gradbeno podjetje ne bi vedeli, da ima bager, kamion, pa pesek, beton in železo. Kada unka vozi kamion, nima pojma, kako se zabetonira škarpo. Ne? Čist tak banalen primer. In tako je ta upravna enota tudi razdeljena. In seveda ne samo upravna, tudi občinske in državne strukture so enako narejene. In pač na ministrstvu za finance nimajo pojma, ali je Dresnik invaziven ali ne. Tudi se jim jebe in ne bo noben nič ukrepov, ker morala se njih ne tiče. Oni imajo finance čez, o Dresniku pa se ne bodo. Jih niti ne zanima, ker to ni na njihovem planetu. In ta invazivna rastlina, Dresnik, ne raste na njihovem planetu, tako da se jih ne tiče. To je ta bolan odnos do vsega. Pač, ljudje mislijo, da dela na ministrstvu za finance, da svet sploh ni potrebno razumeti, sploh ni potrebno vedeti, kako kmetje uničujejo, ne vede, mislim, škoda, da ne vejo, vsaj kmetje, uničujejo svoja lastna polja in tako. Veš, to je ta širina pogleda, ki bi jo mogli imeti vsi, jaz ne vem. Zato ne rabiš šole, ker šola v bistvu te od tega odmakne, ne? In tako. Ampak ja, bože, šole ne učijo prav, to smo ugotovili in tudi fakultete ne in to je tisto, kar je v bistvu ful hudo pri celi stvari. Ampak bi človek mislil, sej pa bo korona malo oči odprla. En kurc jih je odprla, še bolj jih je zapigala. Večina se že zaradi prezaposlenosti z letanjem za denarjem niti življenja ne zaveda. Le bolečino poznajo, ki jih zdramijo, vsaj toliko, da opazijo, da so še živi. Ja, sej na bolečino funkcionirajo, na kazen tudi funkcionirajo. Pohvala pa je že vezana na moč, zaradi tega pohvale ne dobiš, ker iz tega naslova dobiš tudi moč. Ne? Zaradi tega v Cerknici noben ne more mene pohvaliti, oziroma noče, zaradi tega, ker to bi mogoče pa že pomenili, mu bomo dali pa moč. Ampak moja moč se je začela razvijati od znotraj, moja integriteta stoji od znotraj ven. Moja neomajnost, čustveno stabilnost izhaja iz mene. Moja drža, da me nobena provokacija ne spravi v čustveni vrtinc, to je moja moč. Nobena šola ne uči
čustvene zrelosti. Nobena. Zgolj kazen, če ne boš tako, če ne boš poslušal, boš pa kaznovan. To jim gre, ostalo pa ne. Tako da čustvene stabilnosti nas ni noben učil, razsodnosti med tem, kaj je prav, tudi ne. Kaj je prav, pa kaj je narobe. Da bi pa nas učili prepoznaj lažnivca od resnicoljuba, to pa sploh ni predmet debate. Že o financah se nam omenjali zaradi tega, ker prek financ vas gonimo. Ampak noben nas ni učil prepoznaj lažnivca, ne? Noben. Ne? Tisti, ki pa uči o tem, je pa absolutno potolčen. Torej, nam je jasno, da vodijo svet lažnivci, ne, nič drugače. In ja, tako pravi Sabina, sesulo se bo prav vse samo vase, iluzija kot taka, potem boš ti še prezaposlen samo poškodovanimi ljudmi. Zdaj, počas me bodo pripeljali do tega točno ti isti ljudje, ki vem, da so poškodovani, ki vem, kaj se v njih dogaja. Me bodo prepričali, da si bom vzel eno veliko distanco, zaradi tega, ker zdaj, ko prosim 3 leta, dajte spregledati, dajte to, so se ljudje v bistvu spravili me izkoristiti, ne? To je tisto, kar je najbolj bolano. Jaz vem, nim imena, obraze, dogodke, nisem pozabljiv, kakor mogoče mislijo. Ljudje mislijo, da se čist nič ne zapomnim. Mislim, jaz pa dokazujem 3 leta, da imam fucking spomin in razsodnost in pozornost na milijon v primerjavi z na pol mrtvimi polži tega sistema, ki ne morajo sešteti 2 + 3. Ampak ne vem, če si bom jaz dovolil biti prezaposlen, ker bom tudi jaz v enem momentu napihal jadra in bom rekel, gonite se v 3 pizde materne. Tle sem vas prosil 3 leta, zdaj pa crknite sami, kurc vas gledati, caftite se v svojem gnoju, ki ste ga polivali na ljudi, na mene, požrite ga zdaj, dober tek, ne? Če ni bilo opozorilo, želja po dvigu zavesti dovolj, jaz ne vem, kaj je dovolj. A ja, pol, ki bodo žrtve. Ne, takrat pa mene njihovo jokanje ne bo zanimalo več, zaradi tega, ker mene so spravili v sramoto in stisko in ker ne jo doživijo tudi sami. Ker v bistvu se sem glih kar ugotovil, ja, seveda se jim ne smeš preprečiti. To je njihova lekcija, itak. Oni morajo do svojih lekcij priti, itak. No, se zdaj je pa jasno, kar ne bojo, kar ne, lažte še o meni, kar dajte, lažte še cajta, kakor češ. Ja, šolo življenja imajo tle, se strinjam Sabina, ampak ne, šola življenja se njim ne zdi pomembna, šola življenja ne, boljše šola kraje, laži in šola manipulacije, dokler se ne obrne ogledalo točno proti njim, ne. Marjana praviš, da žalostno je, da prav najbolj izobraženi zavirajo prebujanje, še več vzdržujejo sistem. No, pa se je logično, ko veš, kako deluje izobraževanje. A ne? Mi v bistvu njih počas čedalje bolj razumemo, da želijo iti v govno in naj stopijo v govno, ki so ga sami nasrali. Pravzaprav, a čemo ga malo spodbuditi, Ačmo iz naše moči malo pomagati jim, da bodo bolj globoko zaglajzali. Mogoče pa to prava smer. Ne, da jih žalimo, ampak rečemo, ja, pravilno, kar tako razmišljaš, odlično. Noben ga več popravljati, ampak jim sam še povedati, pravilno, to je prava pot v tvoj pokop. Tako, le naprej. Ne jim razlagati, da bi bilo prav, da so ljubeznivi, ampak ne, da še več sovraštva, tako. Pa ne, obvezno, če je vsebina iz dreka, pol obvezno ta drek obvezno podeliti. Da ne bi slučajno kdo podelil kakšno vsebino, ali pa jo napisal, se ne gre za deliti, napisati. Mene gre ful, mene toliko pogrejejo, pa saj vejo, da me pogrejejo. Ljudje, ki nimajo ene same lastne objave, zastopaš poti pa v komentarju modrujejo o zdravem in nezdravem narcizmu. Kaj bi ga najraje šel direkt na gobec počel, no. Ustvari vsebino, moj komentar pa pust primer, ne. Sej tudi sem začel kar blokirati, enostavno ne govtam več. Boli me briga, zbrišeš primer, ne. Tako pravi Sabina, psihologi so prek testiranj ugotavljali inteligenco posameznika in kjer so jo videli, so jo indoktrinirali. Tako je padla kompletna predcivilizacija v past brez življenja, zgolj gonja za denarjem. Psihologi so preko testiranj ugotavljali inteligenco.
posameznikov. In kjer so jo zagledali, potem so jo indoktrinirali. Ne? In tako je padla kompletna predcivilizacija. To je cerkev že delala, pa to je pred Jezusom so se šli te psihološke igre, ti cerkvenjaki kurčevi stari, ki so oni iz spi rituala naredili svoje jebene črnomagijske rituale in jih s pomočjo svojih verskih pohodov raztresali po celem svetu. In po mojem je prav krščanska religija, zdaj, to je ful tanka je meja med kristijani, ki v bistvu, bom rekel, ki zagovarjamo življenje Jezusovo, ki nam sporoča avtentično življenje in moč in tako. Med temi cerkvenjakarji, ki so v bistvu polni ritualov, ne? Polni so svinarije in čarobnih urokov in klevet in vsega sranja, kar je možen. To je začela cerkev goniti. In jaz imam do vernikov zelo tanko mejo. No, nikogar ne obsojam, marsikoga sem pa že prepoznal. Da v bistvu v svojem življenju deluje tako, hodi v cerkev, se tam drži tako, potem pa v bistvu, ko vidiš, da ni čistno, kaj se to ne rabiš biti, spet ne rabiš biti diplomiran, da to razumeš, ne? Ja, čakaj, žalostno to imamo, to smo prebrali in zanimiva beseda, izobraževanje, narediti fake obraz, res je. Berni praviš, 10 let se je raziskovala narcizem in ga želela predstaviti v svoji ožji okolici, v svojem kraju. Potem pa se pojavil ti in res temeljito raziskal, sama sabo spremljam in se ukvarjam s svojo dušo. Berni, me veseli, dobrodošla med nami, nisem to še srečal tukaj. Ja, jaz sem to ful razdelal in se zavedam, da to je res rak rana človeštva in o tem bi moral govoriti sleherni Slovenc, sleherni Cerkničan, sleherni človek bi mogel govoriti o narcizmu. Meni je jasen, da narcis ne bo govoril o svojem načinu delovanja. To je meni jasen. Ampak da nihče, ali pa da nas je promil v Sloveniji, ki opozarjamo na to. To je pa nekaj, kar v bistvu meni vzbuja en velik alarm. To ne pomeni obsodba. Apatičnost je to. Ja, pa kaj pa češ, pa ne kradejo, pa lažejo, pa izkoriščajo, pa duše žrejo, pa pobijajo dobro voljo v ljudeh. Ja, vse to je fajn. Narcis je zahrbten do 100 mater. To je toliko zahrbten, da v bistvu, ko zveš, bi ga ubal. Sem ga ne smeš, ne? Ampak to je toliko hudo, to je toliko duš uničenih od narcizma. Zdaj vemo, da ni za stanje v državi kriv Janez Janša ali pa Golob ali pa Musarjeva ali pa Kučan ali pa kdorkoli, ampak tisto, kar v teh ljudeh je. Srčnost ni, pa morala tudi ne. Pa razumevanje, dušnost tudi ne. V teh ljudeh noter so vsi znaki narcizma. Jaz nočem obsoditi Janeza ali pa Goloba, ker to pomeni, ne sodi, da te ne bo sojeno. Ne, jaz obsojam narcizem, pizda. Bolestnost uma, čustev in duha. In to je bolestnost, vrh bolestnosti. Ampak ne, nismo nič videli, ne. Samo vemo, da so bili Rothschildi grdi in da so vsi v tem klubu. Pizda, jaz nisem, jaz ne vem, jaz nisem v klubu satanizma, res ne. Bi bilo fajn, če bi prepoznal še koga, ki bi rekel, pičku maternu, to je pa res hardcore. Ne? O tem je treba pisati, to more splet, bi mogel biti poplava. In v mojem svetu ljudi, ki angleško govorečih, je opozarjanje in ozaveščanje na vrhuncu. V Sloveniji pa, kaj pa češ, ti Janša, ti Golob, ti levičari, kurčevi, pa ti desničari. In to se balina v tej stopni zavesti fucking mularije, ki se pregovarja, ali je za
Ali je kriva rdeča žogica ali zelena žogica, pizda, vse so žogice, vse to so igrače, s to mater božjo, ne. Mislim, vse sem dal včeraj, da v bistvu mi gledamo, v bistvu, če smo rekli, da narcis je v bistvu znotraj sebe ranjen in čustveno nedorasel otrok, ki ne more procesirati emocij, v bistvu je kompletna politika, pa ne samo v Sloveniji, v bistvu ena združba, en vrtec, ne, kako bi človek dal izraz, nedofukane mularije, eto tako. Rad imam otroke ful, ampak ko začnejo razbijati, kričati, jaz vem, kaj je smeh otrok, pa kaj je kričanje in siljevanje. In ta tečna mularija, stari, in to gledamo v parlamentu in oni se imajo vsi za ne vem kaj. In to je kada jih gledaš na otroški pustni zabavi, ne, jaz sem Indijanec, jaz sem pa kavbojec, jaz sem pa najjači. Glih isto je v politiki. In to je ta njihova želja po moči. To ni moč. O moči je pisal Castaneda. Moč je predstavljal Jezus, Buda, Sokrat, Gandhi, njih še. To so bili ljudje moči, ki so imeli notranjo moč, tudi ta, kaj bi po mojem Aleksandar Veliki, ki je šel v bitko z notranjo močjo, ne zato, ker so mu ploskali. In bojevnika naredi bojišče, ne pa poligon, a ne? Dober bojevnik je tak, ki je bil na bojišču že enkrat, dvakrat. Pa zdaj se ne pogovarjamo o unem bojišču, ko se strelaš, ampak v bojišču, ko greš v bistvu med ljudi in v bistvu si deležen vseh možnih napadov, od posmeha, poniževanja, izobčenja, na čist nerealnih osnovah, in se znaš smiselno in smotrno ter kvalitetno ubraniti in iz teh napadov v bistvu alkimirati v svojo moč, a ne? To pravo, to notranjo, ki je v tebi, ki so ti jo želeli točno s svojim pristopom ubiti. So ti jo v bistvu spotencirali, kar ne ubije jača. In notranjo moč so želeli ubiti, pa so jo pojačali. Mojo ljubezen so hoteli ubiti, pa so jo pojačali. V odnosu do mene za začetek in do narave. Do ljudi to pa imam pa mečkend bolj ostre radarje, ne? Zaradi tega, ker sem se že tolikrat opekel, tolikrat prepoznal stvari, da v bistvu ne dovolim več tega, ne? Pravi Sabina, da znam v prilikah ubesedati. Ja, ampak jaz se na momente počutim, kada govorim kitajski jezik, kada govorim iz 10. dimenzije, kada... No vem, stari, ampak okej. Berni, to me veseli, da si 10 let nazaj narcizem najdla, jaz sem veliko študiral o tem, kaj je na svetu narobe, pa sem narcizem, iskreno ti povem, najdel 2 leti pa pol nazaj, ne vem, če je 3 leta, no in od takrat naprej pa se en kup stvari sestavi. Vse, kar je bilo prej čudno, je logično postalo. Ja, valjda si čez narcis, je čisto logično, da si tako funkcioniral. In tudi v bistvu kompletno pravo in kompletno Biblijo se da interpretirati skozi oči empata ali pa skozi oči narcisa. Sleherno situacijo, sleherno besedo se da interpretirati skozi potrebe narcisa in njegovo razlago in kot potrebe in razlago empata. Sleherna stvar. Zaradi tega je toliko zmede v svetu in pred tem moraš ti vedeti, kdo si, kako interpretiraš, pa zakaj si interpretiraš. In narcisi si hiter skupaj se strinjajo z interpretacijo, da je varno in učinkovito, da je kugla ta zemlja in da smo bili na Luni in da v bistvu so ljudje, ki govorijo resnico, največji problematiki tega sveta. Tisti, ki govorijo o ljubezni, so zagotovo potrebni, da se jih križa, eliminira in da se o njih govori negativno, da ljudje, ki želijo družbeno dobro na nivoju duše, so totalno out in njih je treba eliminirati. Jaz vam govorim moj primer, ampak ko ga pogledam v Bibliji, je imel majster čiz iste težave. Čiz iste pizdarje je gonil. Sam njega so fizično križali, pač mene fizično niso, so me pa psihično z vseh kotov želeli.
sam jim ni uspel. Verjeli ali ne, za pusta so si pripravili zadnjo večerjo, misleč, da me bodo potamanili. Toliko daleč so šli ti kurci smrdljivi. Potok stari so se dali zaigrati zadnjo večerjo. Ko bom jaz pripeljal jim zgodbo nazaj, stari se bodo od sramu po potoku podrsali sami dol. Ker nekje je treba reči Bobu Bob. Ne? Samo oni so se takrat malo posmehvali. Bomo videli, kdo se bo ta zadnji posmejal. Ne? V tej otročariji, otročadi. A ne? Ja, v sistemu učijo, kako biti sužen, ti pa jih nauči, kako pravilno živeti, zato si tak drugačen, ker vidiš. Jaz bi jih učil, ampak oni nočijo tega učenja, zaradi tega, ker ljudje po večini smatrajo, da učiti se pomeni bolečino. Jaz ne vem, odkje jim ta fiksna ideja, da mislim, v znanju je moč, ne? A ni to tako? Več znanja, bolj imaš dobro službo. Če pa imaš znanje o človečnosti, o življenju, o empatiji, o srčnosti, o resničnosti, o pravi moči, o svoji zavesti, je pa to znanje na tem svetu v bistvu treba pokopati, zakopati in zažgati na grmado, če ni v obliki knjige, pa v obliki človeka. Pač zažgati. In to je ta svet delo in v 21. stoletju bi mi ljudje lahko dohvatili v bistvu, da niso kurali napačnih ljudi, napačnih knjig in napačnih žensk. Jezus ni nič hudega naredil, pa so ga zaklali. Nič ženske, ki so znale delati splave, ki so znale reševati depresije, ki so znale znanja duhovnosti, zažgati. Knjige so nam zažgali tam, kjer je pisal, kako vzdrževati samega sebe v miru. To so zažgali. Istočasno so pa dali knjige zgodovine, kako je zmagal nekdo, ki je poklal veliko. Torej, če želiš biti zmagovalec, moraš biti klalec, mesar, koljačina. Narobe, ne? Danes bi mogli biti Če bi bilo tako, da je res pravica, bi mogli televizijo zakonsko prepovedati. Če bi bilo tako, da v bistvu je resnica nujno potrebna, potem bi mogli že davno prepovedati vsakmu politiku nastop na javnih občilih. Zaradi tega, ker oni ne govorijo resnice. Zaradi tega, ker je njihova namera ni takšna, kot govorijo. Ampak zato ne rabiš imeti diplome, zato ne rabiš biti pretirano brihten. Mi bi se mogli zavedati, da oni tam gor niso zato, ker nam želijo dobro. To so nam pokazali od korone dalje, en za drugim. Mi smo jih pa gledali in smo rekli, čak sem mal, da nešto ne velja, in so krčali na nas, da mi smo problematični. A ne? Ne gre to tako. Ljudje moramo odpreti oči, politiki jih ne bojo, ne moramo mi pričakovati, da nas bo politika rešila, če nas je pa pizda politika pripeljala do sem, kjer smo. Mi moramo to govno iz glave ven fukant. Pač ne jim verjeti. Naslednja faza, ki nas bo pa zadost, bomo pa rekli, alo, nas je tle 10 000, vas je pa 90, mrš ven. Tako bi lahko bilo, sam ne bo. To tako. Bo treba vojsko implementirati noter, da jih bo stamanila, zato ker v bistvu, ko se lažnivcu sede na svoj prestol, ali ga ne bo zapustil, pa se je lagal ka svina, stari, da bo do kaj prišel. Ampak, še eno dobro sem napisal, človek ne pomaga diploma, če ne znaš postaviti lastnih meja. Življenje zgrajeno na manipulaciji, to je delala politika, ne more biti življenje in ni življenje. Ker sami znotraj sebe ti otroci trpijo, želijo trpljenje tudi drugim. In politika je odsev povzročati bolečino zaradi tega, ker je sam noter bolečine. A ne? Ne? Veš, tako, na tak način. Ampak ja, kaj sem še hotel tle povedati, ne pomagati nobena diploma, če sam pri sebi ne znaš postaviti jasnih in odločnih meja. Prežih Vorenc ni bil pravnik, pa je rekel, ne boste nas, pizda vam je materna, ne boste nas. Ampak tega stavka ne more razumeti, niti razdelati, niti noče razdelati nihče. Ne boste nas slovanskega duha potamanili, ne boste nam vzeli naše moči, ki je noter prirojena, z njo smo se rodili, pa ste nam jo jemali, pizda vam je materna, in cerkvenjaki, in politikarčki, pizda vam je materna, in gospodarstveniki. Namenoma uporabljam te besede, zato da bi se nam to zagravžali.
Zato, da bi to spoznali. Ne obsojam ne Janeza, ne Nataše, ampak pizda. Mi moramo prepoznati narcizem v teh ljudeh. Sem se ugriznil jezik, da nisem drugače rekel, se čuti. Ne želim mržnje deliti daleč od tega, ampak znanje, prepoznavanje, da na svetu niso vsi dobri. Ne? Igrajo, da so dobri, ampak v resnici niso dobri. Zaradi tega mora biti naša zaznava, prepoznavanja, ne kronska, viš, to je kronska čakra, mora biti zaznava, kakšna je namera pri človeku. Ali ti človek želi dobro, ali sem govori, da ti želi dobro. Politika uporablja to ta drugo. Ona želi slišati, da je dobro. Oni samo prilagajajo, da zveni dobro. Namera njihova pa ni dobra. In zato spet ne rabiš biti ne vem kakšen veleum. A ne? Sem kaj tacga. Tako, zato pa se trudijo čim prej otroke dobiti v svoje roke. Ja, evo pa tudi tako, ko praviš, Marjana, otroke dobiti v svoje roke, sistem jih v bistvu staršem legalno ukrade. Ne? Tak krasen protokol. Ženski dati službo po enem letu porodniškega dopusta, dati otroka, ki najbolj rabi ljubezen staršev in vzgojo staršev, dati v sistemsko vzgojo, in tako smo bili vsi ukradeni od lastnih staršev in predani v sistemsko proceduro vzgoje ega. Oni niso nikoli želeli, da mi pogruntamo, da imamo mi svojo notranjo moč. Sistem ni nikoli vzgajal nobenega človeka v to, da bi razvil svojo notranjo stoično držo, pa rekel, čak sam mal, boš ti meni banane prodajal. To niso nikoli hoteli. Da bi mi razumeli njihovo namero, njihovo strukturo. Bože ne daj, pa to je bila največja skrivnost. Ne? Ampak tukaj smo. Prebrali smo jih. Po svetu nas je kar nekaj. V Sloveniji malo ljudi se upa govoriti na glas na tak način, ampak še tisti, ki pa nismo nekako zaželjeni pri tem, da bi skupno se delilo. Oziroma procent je zelo majhen. Vidim, to je moj primer. Kaj vse človek vloži, pa koliko suporta je deležen. Pa, zdaj le 3-4 ste sposobni kaj podeliti, ostalo pa ne. To ni hec. To je hud pokazatelj. Sej, ne da me zaradi tega umrl ali pa utihnil, ne eno na drugo, ampak pokazatelj je, ne? Pokazatelj je, kaj ljudje delijo, ne? Poškodbe po cepljenju v otroci, ki so v bolečinah, in to je deljenje bolečine, vzpodbujanje, vzpominjanje na bolečino. Dragi moji, če zagledate nekoga, ki deli vam posnetke o tem, kako so trpeče živali pa trpeči otroci, no, oni vam ne želijo vzpodbuditi občutkov, da je svet v poziciji, kjer se rojeva moč človeka, ampak vam želijo spodbuditi nemoč, v bistvu sočutje iz vas, da izteče vaša notranja moč. Ni nujno, da jo date človeku, samo izteče ven in ne sme iztekati. Mi moramo čuvati svoj kontejner lastne moči, ki jo imamo. Nikoli ne pride, pa ta baterija se nikoli ne nafila do polnega. Jaz vem pri sebi, jaz sem si jo nafilal, recimo karikiram 30%, pa sem mislil, da sem poln. Zdaj, ko se znam napolniti, zato ker se očuvam, zdaj vidim, kaj je tista sila, ki bi gore premaknil. Še ne znaš, ker ne veš še točno. Vem pa, da po to starem principu ne delujem več, to pa je dejstvo, ja. Sonja, pozdravljena, dobro jutro tudi tebi, čaki hčerka čudna, ker se je odpovedala karieri, ker je doma s hčerko. Ja, absolutno vsak, ki ne da otroka v vrtec, ali pa celo vsaka ženska, ki se zaveda, kako pomembno je rojstvo doma in vzgoja otrok, tako kot se zagre, vsak tak je označen za čudaka, izobčenca, ni pri meni nič drugače.
v bistvu vse, kar je normalno, je označeno za krivoverstvo, označeno za čudno, teoretiki zarote. Mislim, jaz ne vem, koliko desetletij ali stoletij rabi človeštvo, da ugotovi, da v bistvu teoretiki zarote smo opozarjali na nevarnost, ampak v naravi je tako, da ena žival opozori na nevarnost, ostale nemudoma poslušajo. Edino med ljudmi je tako, opozoriš na nevarnost in ljudje imajo tebe za debila. Kako se je to skisalo v glavi, čisto vsa razsodnost. In nihče meni ne bo rekel, da je civilizacija napredovala, ampak je hudo degradirala v mentalu, v čustvih in spiritu. Ne? Alright, čaki, pravi Sabina, zanimiva beseda je rit v anale, ja, tudi tam zelo slovijo brezsramno početje, tako. Vsak dan se srečujem z ljudmi, ki so uničeni od narcisov, se strinjaš z mano, praviš Mojca. Ja, in mene čudi, da mene ne morejo najti ljudje, ki so uničeni od narcizma in bi rekli, fuck, sem res ni problem v meni. Res nisem jaz. Lej, kva mi je delal fucking 40 let pizdun, hudičev, da bi ljudje to skontali. Jaz ne želim v mojem programu narcisov, sploh. Itak ne morejo poslušati, to mi je jasen, ker jih razkrivam in zaradi tega bi me ubili, dobesedno. 6 primerov v zadnjih 3 letih, fizično do ostalih spiritualnih in ostalih čustvenih napadov, sploh ne štejem več, ker je brez veze. Ampak mislim, da bi te žrtve jaz najdu, jaz žrtve iščem, že ves ta čas iščem. Rad bi pomagal ljudem, ki so ujeti v kremplje teh psihopatov. Ni, Mojca, tako da jaz jih vidim na ulici, ne, ampak oni me pozdravijo, vejo, kdo sem, ampak ne boš ga srečal tle na listi, kdo gleda zdaj v tem trenutku. Njih ni, no way. Ne smemo si to delijo na Darknet, pa pol to, ne vem, stari, ker vem pa, da študirajo, to mi je pa jasno. Tako da, ja, res žalostno, no, spoznanje, pa stej, ajde, jaz sem rekel prvi mesec, prvo leto, ajde, ne morajo, ne. Ampak v bistvu iz meseca v mesec je situacija slabša. Bolj, ko se gremo za res, bolj je švoh, ne. A veš, tako da je čudno, pa vse sort mi je bilo čudno celo življenje, ampak ko sem skontal narcizem, mi je postalo jasno. Zdaj mi je pa čudno, v bistvu, ko govorimo o narcizmu, da v bistvu ne moramo najti nekega procenta ljudi, ki bi rekli, ja, narcizem je res pizdarja. Ni toliko problem Janez pa Marička pa ono. Fucking moj mož je narciz že cel life. Jaz se mu pa podrejam že cel život. Jaz sem tako pričakoval, da bom take gospe ali pa gospode najdu, žrtve, ne? Psihopatskih, narcističnih motenj, kot se imenujejo. Ne? Narcistična osebnostna motnja. Psihopati so to, ne pa osebnostna motnja. Ne? Čist nora. In oni so neozdravljivi, zato ker se noče zdraviti, zaradi tega, ker oni smatrajo, da lahko nategnejo takoj naslednjega, ki bodo srečali. In to počnejo. Ne? Alright, pa bože. Čisto enostavno je, sam eno resnico si je treba priznati, sistem je postavljen za škodovanje in ko to ozavestiš, se vse sestavi. No, tako. In ne vem, koliko let, desetletij ljudje rabijo, da bodo to sešteli, da sistem ni za to, da bo nam pomagal, ampak on je zato, da nas ima v ujetništvu. Jaz ne vem, kaj vse še mora biti dokaz, ko rečejo, ja, sej eno žrtvo, sej ni toliko hudo. Ja, tam jih je zdaj pa 1000, zdaj je pa hudo. Vsako človeško življenje je vredno, ne glede na to, je narcis ali ne, ampak vsako človeško življenje je vredno in mi ne rabimo 1000 žrtev, da rečemo, pa jih imamo po koronskem cepljenju v bistvu več kot 1000, pa še vedno ljudem ne prebije. Ne vem, stari, mislim, ljudje vam zginevajo pred očmi. Ni jih. Enostavno ni ljudi. In to nobenemu ne predstavlja nobenega alarma. Kaj? Mislim, pa res najboljš, da še ti, ki ne čutijo alarma, da še oni grejo, jaz ne vem. Mislim, živali se zmenijo, ljudje ne. Res noro. Mojca, ti si 27 let psihoterapeutka, ja, to je pa druga pesem, ampak ja, me veseli, da psihoterapeuti poslušate mojo oddajo, tako da me veseli. Psihoterapija je meni, sicer nisem pristaš psihoterapije in tako, ampak je pa psihoterapija ena izmed
ved, ki spadajo v kategorijo prepoznavanje človeške psihe in jaz sem se sam sebe sem se pohecal, pa sem rekel, jaz nisem psiholog, psihiater ali psihoterapeut, jaz sem spiritualolog, ne. Torej, se poglobiti v to, kaj je ego in kaj je spirit, v čem se razlikujeta in zakaj iz spirita ne delujemo in kako močno je ego zapopal vse na spirit, ki je izvor naše moči. A ne? Ego ima željo po moči, spirit pa poseduje moč. Ne? In zaradi tega se mi zdi zelo pomembno vse tri segmente razumeti in se poglobiti v to. Dejstvo pa je, da človek, dokler se spirita ne dotakne, ne more nič kaj dosti biti brihtan, oziroma zelo tanke so meje znotraj razumevanja tega in ja, ne bom šel preglobok. Sabina praviš, da je logično, traktor ne čuti ničesar, kmet na njem pa vidi, ne, ker na njivi vidi denar, ne pa hrano za ljudi in ta neobčutljivost človeka pohablja. Ja, mislim, ta scena s kmeti je ratala čist nora in Miha, vidim, da si že skočil v luft, ne, nismo vsi kmetje isti. Škoda je, da v bistvu tisti, ki skrbijo za kmetijstvo na vrhu, ki seveda niso nikoli sedeli na traktorju, pišejo pravila, kmetje pa to suvereno upoštevajo v prevelikem procentu. Da ne bom obsojal nikogar, živim na polju, ki je iz leta v leto manj zasajenega in čedalje več je trave. To zame niso več kmetje, ker po večini, ko greš po vasi, tudi štale niso čedalje bolj polne krav, ne, ali pa bikov, ali pa tako, ampak so čedalje bolj prazne. In vsa ta vzgoja trave je čist nesmiselna, čist neuporabna, tako da se strinjam, nismo vsi ljudje enaki, niso vsi kmetje enaki, daleč od tega ne smemo reči, da vsi kmetje so grdi, ali pa da so vsi gasilci prevaranti, daleč od tega, ampak če kmet ne vidi, da so pravila, ki jih postavljajo, da so utopična, in da kmet reče, ja, kaj pa čem, to meni daje alarm, da kmet tudi več nima zdrave kmečke pameti. In gasilc, da ne prepozna, da v bistvu dela stvari čist narobe in čist nesmiselno, bi bilo prav, da bi tudi gasilc prepoznal, da v bistvu z njihovimi nadrejenimi nešto ne valja. In to je samo odpreti oči, treba pa reči, čak sam mal. Ne pa kaj pa češ, tako pa če je. Zato pa je to tako, kaj je. Ker pač vsak reče, kaj pa češ, en ne more nič. In tako pravi 8 milijard ljudi, en ne more nič. Ja, je valjda, da ne. Mislim, Jezus je bil tudi sam, pa ni nič mu ratal, ne. Nič mu ni ratal, ne. Toliko. Krovno spraviš svojo zgodovino, so nam dobesedno usilili, absolutno. His story, povedali so nam neko zgodbo in ta zgodba je postala resnica, ko so jo imenovali, ampak resnica je daleč od tega, kar so nam prodajali in ta laž se more izpostaviti in prideti na plano. In še en podatek, laž sama po sebi, če češ, da obstaja, potrebuje vzdrževanje in vzdrževalci so se umaknili in so umolknili. Ne? Vzdrževalci laži so umolknili in so čedalje bolj tiho. Ne? Tako da, tako. Tako pa praviš, mojca, pa ne, pri Slovencih to dobro poveste, to pa nisem, nekje pa še nekam ta komentar, ampak verjetno že čas nazaj. Dobro jutro, spet tu, Bojan, živijo tudi tebi. Pogovarjamo se o tem, kje izvira naša moč, odkot izvira in kje se rodi skrivnostna moč. Poznate pesem? Prvinskih ljudi nas je ostalo zelo malo, a za začetek bo moralo zadostovati, izkušeni smo in imamo modrost in tako, ja. Mislim, načeloma Jezus je bil sam eden, takrat je bilo, ideja je bo dost eden, pa rabimo 2000 let, da se bomo iz tega kaj navadili, ampak ljudje so šli točno v rikverc in so rekli, bravo, Jezus, bravo, pa ni ga, ti si Jezus, jebote Bog, stari. Ne, Jezus je za nas umrl, za naše grehe in lahko grešimo še naprej. The fuck, folk je to čisto narobe vzel, stari, da ti moraš postati tak karakter, ki je bil on. Meren, skuleran, ne preperaj se z idioti, stari. In če oni tebi rečejo, da si idiot, kaj boš verjel, pa se kregal z njimi. Mislim, pa slaja, kaj mu boš lajal na njega nazaj, pust ga kaj primernaj laja, ne, koga jebe. Ne?
Tako moramo dojemati svet in Jezus nam je lepo pokazal, ampak folk je to spet narobe razumel. Ne? Mislim, ampak v 21. stoletju bi verjetno že lahko užgali svoj možgan pa rekli, pizda, mogoče so se nam o zgodbi o Jezusu fejst zlagali in jo interpretirali sebi v prid. In točno tako je bilo, ja, mislim, ja. Kristjan, praviš, bravo Matej, Mr. Sonic pa točno tako praviš. Odlično, se strinjamo, pol vsi, krasno. Sistem je zasnovan, praviš Marjana, tako, da jemlje notranjo moč, še več želi našo dušo. No, pa nisem tako slab naslov najdu, ne? Želja po moči, sistem želi imeti moč, nadmoč, želi imeti nadzor, želi imeti power, kontrolo nad cestami, avtocestami, železnicami in vsemi vodami in zato, da bomo lahko tja posejali in posadili in razmnožili invazivni japonski dresnik. Ampak točno tako je, pa da ne rečem, da so nam uničili Tartarijo, zato da so nam postavili idiotske bloke. Ne? Arhitekture mi sploh ne poznamo, to, kar je moderne arhitekture, vse brez veze, nekaj ni. Mislim, ampak to nam razlagajo idioti, ki nimajo stika s svojo umetnostjo, s svojo močjo in oni nam kažejo svoj idiotizem, da ne rečem, idiotizem je še najmanj, ne? Koliko v bistvu je zlobnega v ozadju bilo pripravljeno za eliminirati človeštvo. Toliko stvari, ki bo prišlo na plano tekom let, kaj vse je bilo pripravljeno, da bi se nas znebili, ljudje bodo kozlali in padali po podnu. To je samo eden izmed segmentov. Od marsičesa bi ljudje že davno lahko padali v nezavest. Ne? Praviš, da sistem ti po slamci cuza življenjsko energijo. Tako je, po slamci ti odcuza lepo živce in to narcis počne, lepo 40 let tega lepo cuza. Dok ne končaš na psihiatriji, čist psihično potolčen in zlomljen in tako, ne. In ko si v penzionu, vas zlomljeno dela, pa farmacija hoče zaslužiti. In ja, ko si v penziji, nisem farmacija, Sabina, so še dolgotrajna oskrba. Dolgotrajna. Trajna ali bo sam dolgo. A čutite, že v besedi te nategnejo, dolgotrajna. Trajnostno je, nekaj je trajno, nekaj smo podpisali in od zdaj naprej je trajno. In drkajo te uboge penzioniste s temi oskrbami, skrbjo, kako bojo, kako ne bojo, kako so bolni, kako jim ne bo dano živeti, kako domovi so polni, niso polni, je po šivih poka, ne poka po šivih, kam bodo z dediščino, a jo bodo sploh lahko in ne gredo še na volitve, da bodo, kad Janez Janša je pa res najbolj super stranka za cel ta svet in jih z avtobusi vlačijo, pizda in na shode in na vse sort. Ubogi penzionisti, res ne prvoščem nobenemu tega, ampak cel life, se pravim, žrejo človeka, pa še pol, ki pride v penzijo, mu ne dajo mera. Šele pol, ki se stegneš, pa rečejo, počivaj v miru. Ja, do zdaj smo ti ga pa delali, da nisi ga imel miru. Ker če bi dosegel mir, bi ti dosegel svojo notranjo moč. Ker meditacija ni neki brez veze. Niso brez veze v Tibet hodili ljudje. Niso ljudje hodili brez veze v razne seanse, da bi dosegli svoj notranji mir. In notranji mir v tem trenutku, na tem svetu, je prava redkost. Jaz osebno govorim veliko o miru, ne zaradi tega, ker bi bilo to tam neki čira čar, ampak zaradi tega, ker sem se sam s tem znotraj sebe pomiril. In marsikomu bi znal dati na svet, ampak ne gre to na vse splošno. Človek to lahko dosega sam pri sebi zelo intimno. Ampak če pa nočejo, sploh. Ljudje v bistvu si želijo mir, v bistvu pa hočejo ne mir. Čisti paradoks spet, ne? Miha, praviš, da noben nas ni v šoli učil, kako biti uspešen ali pa kako bi morali biznisirati. Itak da ne. Oni so nam rekli, kako delaj 8 ur, pol boš pa fejst. Mislim, ne vem. Pipi strel se tega ni držal, ne? Pa Janez Janša tudi ne.
Sem danes Janez zadubil na gobac. Kurc ga gleda, meni se vseeno, stari, nočem nobenega sekerat. Pogovarjamo se o narcizmu in prepoznavam ga v Janezu, zato sem ga dal za primer. Ne, pa se ni nujno, da imamo točno določenega Janeza, pa ne bo Janez kot slovensko ime. A ne? Bomo rekli, Janez pomeni Slovenec. Ne? Mojca praviš, veste, kaj je še večji problem, da kaj mi narcisi delajo, ampak zakaj si to ona dovoli. Sej ne ve, sej ta, ki je žrtev narcizma, sploh ne ve, narcis zbrkla človeku možgan, čustva, spirit, narcis. In zato je pomembno obveščanje, da bi ljudje razumeli, da niso oni nemočni, ampak da je ta, ki jim razlaga, da je takih psihera v bistvu je problematika, ampak jaz tudi nisem vedel, da je narcizem, jaz sem vedel, da je nekaj čudno. Ko sem jaz razbral narcizem, se mi je sestavil, v tem je fora, pri unmu, le, ta isti vzorc, pa bravo, se zdaj pa imam, ne. In meni je znanje o narcizmu rešil največjo življenjsko uganko, največjo. Verjetno nisem edini, a ne? Evo, vidiš, Mojca, se strinjaš, zato je žrtev, ker ne ve, da je žrtev, ker ta psihopat je hud psiholog. V isti sapi pa ne priznava duhovnosti. Ukvarja se z neoprijemljivostjo in zasmehuje neoprijemljivost. Ne, mislim, čisto noro se gre za dva vidika, ampak okej. Prave slabine ljudi, ki so obupali nad sabo, je težko prepričati, da bi spet zaživeli. Težko, zelo težko. Zelo težko in to je sistem vedel. Pripeljati jih na rob obupa, pa se ne bodo postavili na noge, ampak sistem je klecnil zdaj v tem trenutku in zdaj bi bil čas, da se lahko vsak postavi bolj na noge, ker je sistem klecnil. Sistem ne funkcionira. Lahko oni lažejo, da je komar pripeljal nov virus. Ampak, a verjamemo temu? Ali mora biti tako zelo poškodovan, da reče, strah me je komarja, ne? Ker je lahko pa virus, ima ta komar. Ne? Mislim, po večini si mislim, laži ne funkcionirajo več, ampak zdaj to, jaz si mislim. Jaz sem tudi mislil, da religija nima več nobene moči ali pa nima take moči, kot jo je imela pred, 100 leti. Pa sem šel pa v Izrael, pa smo šli pa na obisk Jeruzalema. Rečeš, kako sem jaz narobe imel predstavo. No, čisti fanatizem, tam križe vlečejo čez mesto. Mislim, Jezusova zgodba je v redu, ampak ne rabiš ti križa nositi naokrog, stari, pa sam sebe masakrirati. Bodi tak, kot je Jezus bil, ne pa da sam sebe predstavljaš kot žrtev. Narcis sam sebe postavi v vlogo žrtve, ne? Če že mu ni uspel zmagati. Praviš, Kristjan, šola je politični sistem za deco, da se ne razvija tako, kot treba. Ja, to smo osvojili že, a ne? Da sistem ni za ljudi in sistem šola ljudi v to, da razumejo sistem kot nekaj dobrega. A ne? V isti sapi v celem življenju so v kontradiktornosti s sabo, so v stiski. Notranja stiska je izkaz, da ne valja to, kaj živiš med tem, kaj želiš živeti, kaj je tvoje poslanstvo, kaj si duša želi. To je stiska. In ljudje so v tej stiski, v depresiji, anksioznosti. Depresija je v gromozansko velikem procentu prisotna. Pa se jo tako redki zavedajo, da je to v bistvu potreben faktor, ki ti kaže konflikt med tvojim egom in dušo, med tvojo pravo biti in umetno biti, med tisto, ki želi moč in tisto, ki ima moč. Sem tle vmes ena pasaža, ki jo je treba prehoditi in temu se reče tunel, 4. dimenzija, 3 pa 5, ne? Torej 5. dimenzija je pristen biti, 3. dimenzija je pa biti obškrbnen vsega tega, ne? In ljudje imajo dostikrat občutek, kaj vse moram v duhovnosti delati, da bom prišel do tega. Ti moraš sam odskiniti tisto, kar v bistvu stik s tvojo pravo močjo ovira. Ukradena moč, ki so nam jo kradli, je v bistvu tista, ki je v odnosu med nami in nebom, če tako reči, ali pa med našimi mislimi pa našim pristnim biti. Tle vmes so se vtaknili v črpalko, k vodovod vmes ukradeš, ne? Na špuri vodovoda
vmes narediš luknjo, pa začneš imati. Enako je sistem naredil z nami, da mi ne pridemo do svoje moči, nam pušča ta moč. In ta moč pušča na način umetnega dopamina, pravzaprav, ne? Da ljudje v bistvu so zasedeni s fuzbali, z igrcami, z neskončnim štrcanjem po neuporabnih vsebinah, da dobijo neki dopamin. Pornografija je tudi en tak velik. Ampak dopamin, pravzaprav pravi dopamin, prihaja iz prave moči, ker v bistvu ti prihajaš do širitve zavesti. In širitev zavesti nima konca. To je ta zlati res, ki je čedalje večja je ta zavest in ki jo začneš koristiti, v bistvu se ona multiplicira. Ali pa. In to vse imamo v nekih se da razbrati, da gre za širitev zavesti. Jezus je bil Kristusova zavest. Se ne pogovarjamo o tem, da bo prišel en človek na zemljo drugič, ampak njegova zavest se lahko rodi v tebi, v meni, če se v to spustimo. Ampak za začetek moraš biti pa avtentičen, ne more maskara prideti v zavest. Maškara je itak izraz nezavesti ranjenega otroka, zato pa jo človek nosi in se pretvarja, da je, kar ni, in se hvalisa s tem, kaj je dosegel na osnovi materialnega sveta. Ampak zdaj, a je ta denar bil, ta materialnost je prišla čisto ali ne čisto, to se pa ne sme več spraševati. Kje sem jaz dobil denar, to pa meni sprašuje preveč. Jaz bi tudi rad kaj podedoval. Pa? Ne. Od lastniniti vse, da ne bilo kaj mojega. Kdaj? Vzeti vse, da ne bi slučajno se izkazali, da imam kakšno možnost. Alright, politični. Modro bi bilo ukrepati prej, preden pridemo do točke, odkoder ni vrnitve, praviš, Sabina? Ja, jaz se trudim 3 leta, ampak ni res. Vrnitev je, ampak najprej mora biti padec na trdna in realna tla in to pomeni, da ko pade človek na realna tla, tudi maska odpade, ashes to ashes, dust to dust, zaradi tega sem pusta za kuru, da bo ljudem postalo jasno, da moramo maske zažgati in gorelo bo in mora goreti, burn, ne? Ne gre toliko za vesoljni potop, ampak za požgati tisto, kar ni pristno. In ljudi pred tem pokopom, pred tem pogrebom, pred tem požigom ne moreš ubraniti, ker to je njihova duhovna pot. Duša potrebuje to lekcijo. Jaz sem to lekcijo obdelal pred časom, zaradi tega, ker so mi jo oni pripravili. Iz tega naslova jim spet rečem hvala, saj naj si dajo zaradi tega titule naj si dajo kakšna priznanja. Kdo vse je si bo vzel čast za to, da me je spravil v peklensko stanje, da sem pristal res na tisti točki, kamor zdaj sami padajo. In prav je tako, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, nekaj ni tudi tako. Zdaj mene čisto zakopali niso, jaz na kolena sem padel, ampak takrat se bitka ni končala, kot so upali, ampak se je šele začela. In to sem jim pokazal v bistvu v zadnjih 3 letih večkrat, pa so se delali budalo, kao da nihče ne vidi, kdo sem, kaj počnem, kaj jim sporočam. Ampak okej, ker ne vejo, kaj sporočam, jaz pogledam to, kaj oni sporočajo meni. Ampak tudi to je prav in pravilno in tako smo se naučili, bom rekel, neverbalne komunikacije, a ne. Brat, neverbalno komunikacijo, to je čist noro, med so krajani, to je čist divje. Mojca pravi še, ja, delaš tudi na quantum healing, kakšne travme imajo ljudje od narcisov, če ne vidiš, ne verjameš. A ne? Mojca, travme, ki jih imajo ljudje, jaz nisem na tak način, jaz jih vidim potovčene, ker vem, jaz poznam v lastnem kraju, poznam narcisa, pa poznam ženo. In vidim, kakšna je žena potovčena in vidim, kaj motherfucker dela, ampak jaz ženi ne morem razložiti nič. To je tisto, kar je ful hudo, ne? Dobro. Angie, praviš dobro z dobrim, v dobrim vsem prisotnim, odlično, tudi tebi, dobro, dobrim vsem z dobrim vsem prisotnim, tudi tebi, vsi, ki so bili na narcisi, pridejo na terapijo. Ok. Dobro, zdaj. Aha, mi smo zdaj iz želje pomoči od zunaj
Da najdemo moč v sebi, mi smo zdaj prišli na quantum healing. Quantum feeling ali quantum healing. A mi lahko kdo zdaj od vas in Sonja in Mojca, prosim razloži, v katerem delu Biblije Jezus razlaga o quantum healingu? Nisem jaz, zdaj Mojca, jaz ne vem, a me prvič spremljaš. Nisem jaz neki človek tehnik. Tudi jaz imam reiki, sem ga ne promoviram. Mojca, si prvič z nami drugač. A ti veš, kakšen je moj odnos do tehnik? Mislim, če smo zdaj najdel kanal za promocijo quantum healinga, je to zelo žalostno. Jaz mislim, da ima Mr. Amor bistveno več ogledov, tako da je to bolj bistveno tam promovirati. To tehniko. O Jezusu se sprašujem. Bom jaz si pogledal, kaj je quantum healing. Ni mi to kul. Ni mi to kul. Zakaj mi ni kul? Zaradi tega, ker se pogovarjamo o tem, da človek ne rabi nobene tehnike, da pride do sebe, zaradi tega, ker človek ne rabi nič, samo svojo lastno avtentičnost. Ne rabi hoditi ne na meditacije skupinske, ne čakar šraufat, ne nič. Ker če bi quantum healing pomagal, potem bi imeli do zdaj že 100 Jezusov v Sloveniji. Pa? Koliko jih je zdaj teh rešenih, ki so bili od narcizma po quantum healingu? Ajde pa pejmo se to rešiti, da vidimo, bomo naredili promocijo quantum healingu. Koliko ljudi dejansko je začelo po quantum healingu pomagati ljudem razumeti narcizem in iz tega splezati ven? Kaj se s človekom zgodi po enem letu, ko je obdelal terapijo quantum healinga? Pejmo tole malo poglobiti, da bomo si prišli na jasno, zakaj sem jaz tako reagiral. Dajmo obdelati, Sonja, verjetno boš tudi ti znala pomagati, pa Mojca, pa dajmo mi to rešiti. Kakšni so rezultati ljudi po quantum healingu? Bomo naredili zdaj reklamo, teh 15 ljudi oziroma 200, bo že mogoče se kdo najdu kot stranka. Kakšni so rezultati? Jasno, da so poškodovani. Jaz vidim poškodovanih mnogo. Jezus jih je videl mnogo. Mnogo je bilo slepih in gluhih. Ta doba se ponavlja, zdaj tudi. Če dalje več je slepih in gluhih. Dobro, ta čas bom pa jaz nekaj pogledal, ko čakam odgovor. Kako je zdaj s tem quantum healingom?
Jaz bi rad vedel, kaj je ta quantum healing, ker smo prišli narediti promocijo, ker smo prišli narediti dejstvo, da quantum healing pomaga, mene ne zanimajo rešitve od tega. In v čem se quantum healing razlikuje od mojega izobraževanja? A lahko zdaj nadaljujemo, toliko je bilo potrebno pripeljati daleč stran. V čem se quantum healing razlikuje od mojega učenja? Mojca. Sonja, tebi je zagorela rdeča lučka, meni pa tudi. A je bilo to to? A je bilo to to? Odlično. Dobro, brez veze, najbolj neuporaben radio na tem celem svetu v Sloveniji je MTK, Peta dimenzija, Quantum Healing, Mojca Stotanovič, to je to, stari, tam boste dobili več, bože ne daj se oglasiti jutri zjutraj, bože ne daj deliti, bože ne daj sodelovati, če ima jutri kdo še kakšno dobro delavnico, meditacije, terapije in ostale pičkarije, dobrodošli tja, kjer to zdravijo. Ker odkar imamo en kup terapije v tem svetu, en kup pozdravljenih ljudi, v tem trenutku pa se jaz od vas zelo lepo poslavljam in pozdravljam, ker v bistvu več kot povedati, da je treba biti avtentičen in delati na sebi, več ne znam, več ne morem in ne zmorem in je to to. Tako da Quantum Healing Mojca, kdo že, kva? Bo Stoni Tistik vam bo povedala, kako in kaj naprej. To je to, vse dobro želim vsem na poti iskanja samega sebe, želim vam vse dobro in lep ponedeljek, čau, čau.